Turški notranji minister je izjavil, da bo Izrael nekega dne pod turško oblastjo. Seveda, to je bil provokativen govor. Eden najvišjih uradnikov v državi pa je šel še dlje in dejal, da moli k Bogu, da bi bil nekega dne imenovan za guvernerja Jeruzalema. Spet, imenovan. Za primerjavo, ozemlje Izraela je bilo več kot 400 let del Osmanskega cesarstva. To je trajalo do leta 1918, ko je oblast prevzelo Britansko cesarstvo. A ostre izjave prihajajo v času, ko so odnosi med Turčijo in Izraelom praktično razpadli. Turški predsednik Erdogan je večkrat sprožil zelo ostre verbalne napade na Izrael. Za zdaj so bili ti napadi le verbalni. Z nami je dr. Sinan Cedi, je višji sodelavec pri Fundaciji za obrambo demokracij in se nam oglaša iz Washingtona, D.C. Hvala, da ste z nami. Dobro je, da se poglobimo v to. Poglejte, kako pomembno je to. Slišali smo celo vrsto groznih stvari, ki jih je predsednik Turčije izrekel v svojih govorih o Izraelu. Pravzaprav je težko najti ostrejše besede, kot smo jih slišali od turške vlade. Ampak poglejte, to je minister, ki odkrito govori o ponovni turški oblasti nad Jeruzalemom. Ali to pomeni nekaj drugačnega v njihovi politiki, ali gre zgolj za politično retoriko? Ja, dober večer. Težko je reči, še vedno bi rekel, da gre bolj za pretiravanje in retoriko strani turških uradnikov. Imate prav, on je visoki član vlade. Vendar morate tudi razumeti, da ministri v vladi v Turčiji, zdaj pod vlado Erdogana, dejansko ne pomenijo nič, odkar se je sistem vodenja spremenil iz parlamentarnega v hiperpredsedniški sistem. Te ljudi je mogoče imenovati in odstaviti z enim samim podpisom. Ta človek, notranji minister, je bil eden najbolj bombastičnih, kar sem jih slišal v zadnjem času. Saj je, kot ste rekli, namigoval, da upa, da bo Turčija nekega dne ponovno vladala Izraelu ali sveti deželi. Ampak, veste, težko je preveč sklepati iz tega, ker, kot ste rekli, Erdogan to počne že kar nekaj časa. Tukaj bi se oglasil. Tukaj v Izraelu smo pogosto deležni veliko kritik zaradi naših skrajno desnih ministrov. Ministrov, ki imajo resne položaje v vladi, pa vendar govorijo stvari, ki res ne odražajo stališč vlade ali prebivalstva. Tako da to razumem, ampak veste, to ponavlja retoriko predsednika Erdogana. Mislim, da morda na to ciljate. Mislim, take stvari smo v zadnjih letih slišali od samega vrha turške vlade. Poglejte, ali to res predstavlja trdo stališče te turške vlade? Da ker na vse zadnje ta retorika ni koristna, mislim, da je zaostrujoča, je provokativna. In ne pozabimo, Turki oziroma turška vlada že kar nekaj časa trdi, da namerava Izrael vdreti v Turčijo, kar sem pogosto rekel, da ne bi moglo biti dlje od resnice. In če pogledate vzporedno retoriko voditeljev na obeh straneh, tako izraelski kot turški strani, edini, ki ga slišim, da grozi z invazijo ali osvajanjem, je tabor Erdogana. Ampak, kot si tudi ti rekel, večina Turkov, bi rekel, ne podpira takega jezika. Z vidika Erdogana je to v bistvu nabiranje točk, predvsem za mobilizacijo zelo goreče, precej omejene konzervativne baze, vendar pa je to stopnjevanje in zaskrbljujoče. Poglej, kakšen vpliv imajo te izjave na mednarodni položaj Turčije, če sploh kakšnega. Mislim, ali je sploh komu mar? Očitno so tukaj Združene države, mislim. Ali dobijo kritike iz Evrope, od zaveznikov NATO, ko govorijo na tak način, ali pa to preprosto ni, recimo, sprožilec za te zaveznike. Zasebno boste slišali od članov kongresa, celo iz ameriške administracije, pa tudi od njihovih evropskih kolegov, precejšnje skrbi, ki nakazujejo, da Turčija ni v pomoč in da jih skrbi, da bi lahko bolj drzna turška dejanja presegla njihove besede. V javnosti pa pravzaprav ne vidite nobenega opomina glede česarkoli, kar Erdogan reče ali naredi. Oni bodo pokazali na druge evropske voditelje, kot sta Španija ali morda Irska, in rekli: veste, Turki v bistvu samo odmevajo stališča nekaterih drugih sil. V zasebnih pogovorih pa boste slišali precej zaskrbljenosti. Prav tako pa je, veste, Erdogan zaskrbljen zaradi vse večjega števila obrambnih sodelovanj, oblikovanja zavezništev in spreminjanja usmeritev držav v Sredozemlju, ki naj bi škodovali turškim interesom. Izraelov razvijajoči se odnos s Ciprom, Grčija, zdaj Francija. Vse to so stvari, ki skrbijo Erdogana in zaradi katerih se počuti nekoliko izoliranega. No, o Turčiji bi lahko govoril še dolgo. V njihovi regiji se dogaja veliko stvari. Ampak, dr. Cidi, toliko časa imamo danes za to temo. Hvala, da ste se nam pridružili. Hvala.
Še en vidik, ki ga moramo zdaj vključiti v zgodbo, je oster odziv izraelske vlade, še posebej obrambnega ministra Katza tukaj. In z nami v studiu je naš višji dopisnik za Bližnji vzhod, Ariel Oseran, da se pogovorimo o tem, da vidimo, ali je to morda le še ena, kot slišimo, bombastična retorika, ki prihaja iz Turčije. Mislim, če bi naredili izbor najbolj groznih izjav, ki so jih v zadnjih nekaj letih izrekli predstavniki turške vlade v svojih govorih in stališčih, bi bila ta izjava zagotovo med njimi. Toda izraelska vlada se odziva ostro. To jemljejo resno. Kaj trenutno vidimo strani Izraela? David, pretiravanje na celi črti. Mislim, Turčija najbolj oster odziv, ki ga je imela na izraelsko vojno proti Hamasu v Gazi, je bil, da so na turškem veleposlaništvu v Tel Avivu spustili zastavo na pol droga. Tako je. To je bilo najbolj resno ali hudo. Mislim, omeniti moram, da se ne bojimo, kaj bi lahko naredila Turčija morda, ampak gre bolj za zanimivost tukaj seveda, da vidimo, kako bo izraelska vlada odgovorila. Imajo svojo volilno bazo, veste, ki jo morajo upoštevati zaradi domače politike. Tako je prišlo do tega odziva. In to je tudi spodbudilo odgovor izraelskega obrambnega ministra Izraela Katza, ki je tvitnil v turščini in dejal, da Jeruzalem ni Konstantinopel. Izrael je močna in odločna država, ki je dokazala svojo sposobnost, da se brani pred vsako grožnjo. In dejal, da sta vi in Osmansko cesarstvo, o katerem sanja Erdogan, propadla in se nikoli ne bosta vrnila. In vi si prizadevate, da bi Turčijo potegnili nazaj v mračno in nazadnjaško smer. To je zanimiva izbira. Mislim, da gre spet za napad na Erdogana in njegovo vlado. Zdi se, da je to očitno politika v tem trenutku, da teh stvari ne pustijo utihniti. Veste, iz pogleda. To so politiki. To je tisto, kar počnejo. Tako so si ustvarili kariero in tako poskušajo ostati pomembni. Na koncu bi bil na napad z besedami izraelski odgovor povračilo z besedami, vendar ni nič več kot to. In mislim, da ne bi smeli v tem iskati več, kljub temu, da je škoda, da odnosi med Izraelom in Turčijo niso uspešni, ker sem bil v tej regiji. Ja. Mislim, da imata Izrael in Turčija veliko skupnega, da bi se lahko zoperstavili radikalnemu Izraelu. Turčija je bila desetletja ena najtesnejših regionalnih zaveznic Izraela. Resnično. Vse do določenega trenutka. Ena prvih držav, ki je priznala Izrael in njegovo ustanovitev. Torej na koncu vidimo, da sta Erdogan in njegova vlada znova pritegnjena k radikalnemu islamističnemu taboru, pri čemer notranja politika prihaja na račun Izraela. In tukaj Izrael še naprej dokazuje, da ob takšni retoriki ne bo molčal. Spet odgovarja z besedami. In rekel bi, da Erdoganova regionalna politika, zunanja politika, ni pripeljala do tega, da bi imeli veliko tesnih prijateljev po svetu. Nisem prepričan, da obstaja ena sama država, ki bi Turčijo trenutno imenovala za zanesljivo in prijateljsko enostransko zaveznico. Torej, nismo edini, s katerimi povzroča težave. Ariel, hvala, da si se nam pridružil pri tej temi.